gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli na Šport TV-ju, kjer nadaljujemo z nogometom, tokrat slovenskim. Prva slovenska nogometna liga, pa tisto, kar boste spremljali v nadaljevanju našega programa. Dolga žoga v kazenski prostor, tam pa odličen sprejem prav Kidriča, dobro je dal žogo in Ankaran vodi z 1-0 za domače. Dolga žoga v kazenski prostor, kjer jo je odlično sprejel Kidrič, pa jo potem dobro oddal nazaj do Klapana, ta pa jo je fantastično. Rom znova iz avta. Atraktivna podaja. Pa sedaj strel, vendar pa brez večjih težav za Mateja Pala. Tole pa je bilo ustreljeno v zunanji del mreže. Tole pa sedaj priložnost za Domžale in 1-1. Strelec v 40. minuti, pa pri Domžalčanih številko 9 napadalec Lovro Bizjak. Tule med dvema igralcema Ankarana, Bizjak pa je podaljšal žogo potem sicer v daljši del vratarja Pala, neobranljivo, in tako Domžalam prinesel izenačenje. Fantastično pa ga je tule zaposlil Jan Repas. Napad za Domžalčane, tokrat po levi strani. Tam je Bizjak, predložek v kazenski prostor in Domžale vodijo z 2-1. Potem pa jo je dobil pri Domžalčanih Luka Volarič, ki je v polčasu vstopil v igro. Tule je poslal jo najprej mimo vseh, Firer, Volarič pa je potem iz prve udaril, je pa tole akcijo začel strelec prvega zadetka Lovro Bizjak. In Domžale torej vodijo z 2-1 na začetku prekrška. Še naprej Domžalčani v priložnosti, no, ni pa uspel te žoge spraviti in potem kakšen strel Domžalčanov za 3-1. Tule še enkrat poglejmo tole akcijo, neuspešna podaja. Je bila to Žužka, potem pa je tudi, ki gre po levi strani, dobra žoga sedaj po globini, pa tam tudi preigravanje in pa strel potem mimo gola. Takrat so se pri Ankaranu dobro znašli, že prišli globoko na polovico Domžal. Da je preko desne strani predložek v kazenski prostor in pa poskus z glavo. Tako je, ko zgubiš, ni lep, ampak začeli smo spodbudno, dali gol, imeli neke zadeve, ki bi lahko malo boljše nekako speljali in na koncu smo po lastni napaki dobili ta zadetek. Domžale se vidi, da je večina igralcev je skupaj dosti časa, trenirajo, imajo svoje zadeve. Teče in žoga malo lepše kot teče nama, ampak pravim, šli smo drugi polčas prepričani, da se postavimo malo boljše, naredili smo takoj napako in potem smo mogli riskirati. Imeli so veliko prostora za igro in na koncu lahko bi tudi mi kakšne take zadeve, ko smo imeli tek šans, dali manjši rezultat. Na koncu oni so imeli iz teh kontr tudi dovolj za povišenje, ampak na koncu ne morem tem fantom, to je treba delati, imamo mi odprto pred sabo še zadeve, vemo, kje smo, kaj nam rabi in gremo naprej. Težke tekmo po pričakovanjih, nekako spet smo rotirali moštvo, to smo bili primorani, da smo priložnost, spet našim mladim fantom, ki so jo posebno izkoristili.
spet nekako hiter gol, ki nas je pahnil v mogoče eno težko situacijo, malo mogoče težjo situacijo, potem pa smo mogoče s neko konstantno, nekako kontinuiranim napadom poskušali nekako najti mrežo nasprotnika. Sem zelo vesel, da smo nekako v drugem polčasu dobro otvorili drugi polčas in jaz mislim, da na koncu povsem zasluženo zmagali. Mogoče žal mi še kakšne neizkoriščene priložnosti, teh je bilo, bom rekel, zares veliko, ampak v redu, zmagi se ne gleda z obe, fanti so, bom rekel, odigrali eno dobro vsebinsko tekmo.